Yoga nidra. Skupaj spoznajmo yoga nidro. Yoga nidra je zavestno spanje ter metoda, kjer se popolnoma sprostimo. Pri jogi nidri vstopimo v stanje zavesti, ki je na meji med spanjem ter budnostjo, v katerem spontano pride do stika med zavednimi ter nezavednimi razsežnostmi uma. Stanje sproščenosti dosežemo tako, da se poskušamo čim bolj zazreti vase, se pravi, da umaknemo čute navznoter, proč od zunanjega sveta. Beseda yoga pomeni združitev, nidra pa spanje. Zato jo imenujemo tudi jogijsko spanje. Tisti, ki izvaja yoga nidro, je videti, kot da spi, vendar je njegova zavest budna in deluje na globlji ravni. Yoga nidra je praksa joge brez kakršnega koli fizičnega gibanja. Je le delo z umom, je potovanje v sebe. Celotna praksa yoga nidre poteka v sproščenem, ležečem položaju na hrbtu. Ta položaj imenujemo šavasana oziroma položaj trupa, ki ga zmore prav vsak. Yoga nidra lahko traja 15 minut, pol ure ali pa celo uro. Yoga nidra je metoda popolne sprostitve. Saj je prav yoga nidra tista, ki nam omogoča, da sprostimo vse napetosti na vseh ravneh našega bitja. Tako se sproščajo mišične napetosti, ki se kopičijo v našem fizičnem telesu, v naših mišicah, živčnem sistemu ter endokrinih žlezah. Sproščajo se čustvene napetosti, ki izvirajo iz notranjih bojev in dvojnosti oziroma dualnosti med ljubeznijo in sovraštvom, med uspehom in neuspehom, med srečo in nesrečo, med obiljem in revščino, med zdravjem in boleznijo in tako dalje. Ker čustev nočemo ali pa jih morda nismo sposobni prepoznati in z njimi upravljati, se nabirajo v nas kot napetosti. Sproščajo se duševne napetosti, ki so kot rezultat prevelike duševne aktivnosti. Množica vseh teh slabih izkušenj, ki jih doživljamo skozi naše življenje, v nas ustvarjajo kot bodeče vrtnice, ki občasno privrejo na plan kot jeza, bes, žalost, razdraženost, sovraštvo, maščevanje in tako dalje. Običajen spanec ni najbolj učinkovita oblika počitka in sprostitve, saj vemo, da se mnogokrat zjutraj lahko zbudimo utrujeni. Yoga nidra je tu zmogljivejša ter učinkovitejša, saj ena praksa yoga nidre odpočije enako
kot 4 ure običajnega spanca brez zavedanja. Navzven je videti, kot da se vsi dobro počutimo, vendar vemo, da večina ljudi ves čas doživlja različne napetosti. Ljudje so preobremenjeni, izgoreli, utrujeni, nervozni, frustrirani, pod pritiskom, pod različnim stresom in tako dalje. Grizejo nohte, se praskajo po glavi, gladijo brado, nemirno hodijo sem ter tja, prisiljeno govorijo, izražajo nenehno razdražljivost, verižno kadijo in tako dalje. Ljudje mnogokrat počnejo te stvari preprosto zato, ker jim manjka zavedanje lastne notranje napetosti. Misli in skrbi se vrtijo v umu celo med spanjem, tako da se napeta oseba lahko zbudi z občutkom izčrpanosti. Da bi se popolnoma sprostili, moramo sprostiti tudi notranje napetosti telesa, čustev ter uma. Takrat se porodi dejansko stanje popolne sprostitve. In prav praksa joga nidre je znanstvena metoda za odpravljanje vseh teh napetosti ter še mnogo, mnogo več. Joga nidra je v prvi vrsti tista, ki preprečuje stres. Joga nidra je odlična preventiva in tudi kurativa pri težavah, ki so povezane s stresom. Stresni odziv telesa, tako imenovan boj ali beg, zelo slabo vpliva na naše zdravje, še posebej, če je konstanten, kar je pa danes prej pravilo kot izjema. Naš imunski sistem je tako ves čas na udaru. Študije so pokazale, da redna praksa joga nidre umirja naš živčni sistem, znižuje krvni tlak ter raven stresnih hormonov, torej ustvarja stresu nasprotna stanja. Ne samo, da stres uravnoteži, temveč zmanjšuje tudi odzivnost telesa na stres. Med prakso se organi in telesni sistemi globoko spočijejo in poženejo se močni, regenerativni telesni mehanizmi. Telo tako postane bolj odporno proti stresu ter manj dovzetno za njegove škodljive vplive. In tako se ponovno vzpostavi prost pretok ter ravnovesje energij. Le kdo si ne bi tega želel? Joga nidra je tudi tista, ki spreminja. Marsikaj v naši naravi nam morda ni všeč. Lahko so to naše slabe navade, naše razvade, nekatere misli, občutki, naša stara prepričanja. Če se s tem borimo, v sebi ustvarjamo nenehno sovraštvo ter negativno energijo. Prava pot je seveda ozavestiti vse to ter to sprejeti. Da, sprejemanje. Zakaj bi le žagali veje,
ter rezali liste. Ko pa se v joga nidri lahko spustimo tako globoko v svoje nezavedno in že na dnu odrežemo korenine. In vse to, kar nam ni všeč, bo izginilo. Vse, kar nam ni všeč, bo odšlo. Vsaka praksa joge nidre vključuje tudi sankalpo. Sankalpa je sklep oziroma odločitev, ki jo sprejmemo zase. To je kot neke vrste želja. Opisuje to, kar želimo narediti ali doseči, in je kreator našega življenja. Če želimo v svojem življenju spremeniti vzorec vedenja, to lahko naredimo prav z joga nidro. Sankalpo posejemo seme spremembe, ki bo zraslo v to, kar si želimo. Sankalpa je naša pozitivna želja. Vedeti moramo, da je naš v stanju joga nidre izjemno dovzeten. Vse sugestije, dane v tem času, so lahko zelo učinkovite. Dejansko lahko jogo nidro uporabimo za usmerjanje našega uma, da lahko dosežemo karkoli. Ja, karkoli. Saj vemo, da ni nič nemogoče. Vse nam je mogoče, le zaupajmo ter verujmo. Nemogoče ne obstaja. Praksa nidre traja od pol ure pa do 1 ure in v tem času popolnoma mirujemo v ležečem položaju. Zato je dobro, da imamo pripravljeno tudi odejo, da jo lahko podložimo pod svoje telo ali se z njo pokrijemo. Naša oblačila naj bodo udobna. Joga nidro prakticiramo na prazen želodec oziroma naj po obroku mine vsaj 3 ure. Joga nidro lahko izvajamo zjutraj, čez dan ali pa zvečer, tako kot nam najbolj odgovarja. Lahko jo tudi pred spanjem, saj nas popolnoma sprosti in umiri. Po koncu naše vaje le še odložimo slušalke na nočno omarico ter zdrsnemo v spanec. Praksa joga nidre nam pomaga pri nadzoru našega dihanja. Dihanje postaja tako vse bolj zavedno ter vedno bolj počasno. Priporočljivo jo je vaditi v primeru globokih čustev, različnih bolezenskih stanj ter pogostih stresih, saj nam prav joga nidra omogoča globoko sprostitev, krepi naš duh ter naše telo. Joga nidra je največja skrivnost popolne regeneracije na vseh ravneh našega telesa, tako fizičnega, energetskega, mentalnega ter čustvenega. Je zelo preprosta meditacijska tehnika, ki nam ponuja več kot le sprostitev v alfa stanju naše zavesti. Popelje nas lahko mnogo, mnogo globje. Prepričajte se sami.
Sporočilo joga nidre je, da si je za počitek treba vzeti čas. Počivati pa pomeni spustiti vse aktivnosti, vse cilje in namero po tem, da nekaj naredimo, predvsem in le za sebe. Ob počitku se zamegli meja med zunanjim in notranjim svetom. Joga nidra je praksa, ki nam dovoli, da pridemo v stik s svojimi notranjimi uvidi. Pri joga nidri je naše delo opravljeno, ko si vzamemo čas le zase. Pri joga nidri bomo spočili svoj spočili se bomo od vsega, kar nas bremeni. Spočili se bomo od tega, da je treba še nekaj storiti, ter od tega, da obstaja možnost, da kaj naredimo narobe. Kajti v joga nidri tega ni, nič ni narobe, vse je prav. Življenje je lahko zen, če smo spočiti. Uživajmo življenje ter se ga veselimo sleherni trenutek. Uživajmo vsak dan posebej. Uživajmo v joga nidri. Hvala, hvala, hvala.